V svojem prispevku bom preizprašala nekatera predvidevanja v povezavi z položajem nezakonskih mater in otrok, nekaj smo o tem že slišali, ki jih je še v prvi polovici, pa tudi v 19. stoletju, pa v prvi polovici 20. stoletja podajal javni diskurs in jih je kasneje povzemalo v bistvu tudi slovensko ali pa tudi mednarodno zgodovinopisje, medtem ko najsodobnejše študije vendarle predstavljajo nekoliko kompleksnejšo sliko. Pri tem se bom naslonila na vzorec 100 sodnih skrbstvenih spisov, nastalih na okrožnih sodiščih v Rakeku, Cerknici in Ložu med letoma 1899 do 1941, se pravi, ta vzorec je res omejen, tako da slika je glede tega parcialna. Kljub temu, da se je od začetka do sredine 20. stoletja državni okvir, v katerega so sodila omejena 3 okrajna sodišča, spreminjal, prvi imamo tu Habsburško monarhijo, kasneje pač Kraljevino Jugoslavijo, so v zakonodajnem smislu regulative, ki so določale položaj nezakonskih otrok, podobne oziroma se niso bistveno spremenile. V Habsburški monarhiji je civilne pravice nezakonskih mater in otrok od leta 1811, najpomembnejši je določil občni državljanski zakonik iz leta 1811, ki je ostal na slovenskem ozemlju v bistvu v veljavi tudi v času prve Jugoslavije. In na kratko o DZ-ju, nezakonski otroci res niso imeli enakih pravic kot zakonski, ampak je kljub temu bil zanje dolžan vendarle skrbeti, kot si lahko preberete, nezakonski oče, kar so matere vsaj v teoriji lahko, kot smo že slišali, do določene mere iztržile tudi na sodišču. A kot sem poudarila, je tedanji diskurs predpostavljal, da so bile možnosti, ki so jih imele v odnosu do nezakonskih očetov in matere, bistveno bolj omejene, kot bi se dalo sklepati po tej zakonodaji. V zvezi s tem je, če seveda nekoliko poenostavimo, tudi predvideval kot utemeljene naslednje trditve, katerim se bomo večkrat vrnili. Pa začnemo s prvo. Predhodne študije o zgodovini nezakonskih otrok predpostavljajo, da so na sodišče prišli nekateri primeri, ker da matere niso imele ne finančnih resursov, niso bile zadostno izobražene, da bi iskale pravico na sodišču. Preverila sem, spet s tem omejenim vzorcem, če to drži, sicer so moje ugotovitve lahko veljavne samo za čas in prostor, ki sem jo preštudirala, tako rekoč. V izhodišču sem na manjšem vzorcu tako ugotavljala, da je bila v tako imenovane sirotinske knjige vpisana večina nezakonskih otrok tistega kraja. Vpis v sirotinske knjige je potem namreč po tedanjih predpisih neposredno vodil v postopek za pridobitev varuha, skrbnika oziroma po letu 1914 tudi varuhinje, ki se je med drugim lahko zavzela za ukrepanje v odnosu do nezakonskih očetov. Vpise nezakonskih otrok, torej v to sirotinsko knjigo založ, za obdobje od leta 1906 do 1920, ker sem imela popolne podatke samo za to obdobje, sem primerjala z vpisi v krstno knjigo za isto območje. In v tem obdobju je bilo v krstno knjigo založ vpisanih 42 nezakonskih otrok vse skupaj. In v bistvu vsaj 33 od teh je bilo v istem kraju potem tudi vendarle vpisanih v sirotinsko knjigo. Običajno so vpis oblasti uredile kak mesec dni po rojstvu. Težko je sicer sklepati o razlogih, zaradi katerih preostala četrtina teh 9 primerov krščenih v tistem okolju ni potem dosegla sodne obravnave. Morda ni v nekaterih primerih nezakonskega rojstva sodnih oblastem naznanil sam župnik, kot priča primer matere, ki je rodila že leta 1899, potem pa čakala na duhovnika, da vpiše in se to ni zgodilo in potem je sama ukrepala leta 1910. Za vsaj 3 otroke od navedenih vemo, da so umrli, kmalu po porodu, zaradi tega pač ni sledil postopek. Pri 2 so se starši takoj po rojstvu poročili, nekatere matere so se pa lahko preprosto preselile in so potem vpise
opise uredili druge. Čeprav je torej ta vzorec majhen, precejšnje ujemanje med opisi v krstnih knjigah in sirotinskih knjigah postavlja vse do določene mere, torej to trditev pod vprašanj. Ne? Zdaj, Marica Nadlišek Bardo piše o tem, kako so se, čeprav so se te primeri na sodiščih dogajali, pa so se dogajali, kakor pravi, prepozno, ne? Predaleč po porodu. Če grem k naslednji trditvi. Nezakonski otrok, trditev se glasi, da so nezakonski očetje po rojstvu otroka zapustili nezakonske matere. O tem smo poslušali že v prvem referatu. To trditev sodni spisi, kot vidite, tudi iz tega grafa potrjujejo, a še zdaleč ne v vseh primerov, ne? Tako podobno kot pri Dragici. V slabih 30% pregledanih primerih so se nezakonski očetje kasneje vendarle poročili z nezakonskimi materjami oziroma so z njimi preprosto živeli, tako kot se je takrat reklo, ne, na koruzi, so živeli v neki izvenzakonski zvezi. Do poroke pred rojstvom otroka pa ni prišlo zaradi neke sile razmer. Ne, in pa je tudi tuje študije ugotavljajo bilo takih primerov kar precej, ne, denimo, da v nekaterih primerih očetje niso imeli podedovanega premoženja, pa so čakali recimo nanj, nekateri nezakonski očetje so bili mogoče poročeni s kako drugo žensko ali je bilo to v primeru matere, nekateri so delali v tujini, pa so vseeno za otroka pošiljali denar, drugi so bili v zaporu, tudi take primere imamo, so služili v vojni, v vojski, potem v času druge svetovne vojne tudi v odporniškem gibanju ali so bili v internaciji. V večini primerov pa, kot kaže graf, ne, so očetje vendarle nezakonske matere zapustili in varuh oziroma skrbnik je zato proti njim sprožil sodni postopek. Sledilo je poizvedovanje o kraju bivanja nezakonskega očeta in poizvedovanje o seveda njegovem premoženjskem stanju. Nezakonski oče je bil potem povprašan, če prizna očetovstvo. V primerih, ko so preizprašani očetovstvo priznali, je običajno sledila poravnava in določitev mesečne preživnine, višine alimentov, glede na njegovo premoženjske stanje. Med pregledanimi skrbstvenimi primerih je 25 oziroma 40% tistih, ki so pač tako to uredili. V 38 primerih pa do tovrstnega pripoznanja ni prišlo, bodisi zato, ker se morebitnega nezakonskega očeta ni dalo nikakor izslediti, takšnih je bilo 12 primerov, bodisi zato, ker slednji očetovstva ni priznal. In med neizsledljivimi primeri, neizsledljivimi očeti ponovno srečamo predvsem vojake in orožnike ter sezonske delavce, ki so v kraju nezakonske matere prebivali zgolj začasno, posebno so se seveda tovrstni primeri namnožili v času vojn. Za nezakonske matere in otroke na Slovenskem pa je posebno slab razplet sledil v slučajih, ko so se nato morebitni očetje preselili na jug kraljevine Jugoslavije, na primer v Srbijo. Srbski državljanski zakonik namreč v nasprotju z ODZ-jem ni predvideval tega iskanja očetovstva. Če so oblasti očeta izsledile in očetovstva ni priznal, je potem običajno že, kot poudarjeno, sledila neka sodna obravnava. In pričakovali smo, da je v teh primerih sodišče kar v precejšnjem številu dosodilo v korist očeta. Govorili smo že o teh nezmožnostih, dokazovanja z DNK in tako naprej. A viri kažejo nekoliko drugače. Med 26 tovrstnimi tožbami o očetovstvu v vzorcu se jih je 22, vsaj uradno, razpletlo v korist nezakonskega otroka z določitvijo alimentacije ali, če sta obe strani tako sporazumno sklenili, enkratne poravnave, v preostalih 4 primerih pa izid tožbe v bistvu ni znan. Zdaj, kako so se očetje v primeru zanikanja očetovstva sicer vse izgovarjali, tudi o tem izvemo nekaj sodnih spisov.
in tukaj tudi neki pričevanji v tem smislu. Ponavadi so trdili, da so imele ženske v času njihovega razmerja še odnose z drugimi moškimi, vendar se zdi, da ta izgovor za sodišče ni bil posebej odločujoč, vsaj sodeč po primerih, ki sem jih sama pogledala. Nekateri toženci so se poskusili izmakniti tako, da se obravnav pač preprosto niso udeležili. Imamo celo primer, ko je to vrstno razpravo namesto moža obiskala oziroma se udeležila njegova žena, vendar oblasti niso upoštevale njenega pričevanja, ne zastopstva. Kdaj so bili očetje celo tako pogumni, da so sploh zanikali kakršnekoli spolne odnose z materami, a so ti primeri vsaj v mojem vzorcu, ki izhaja iz kmečkega okolja, redki in predpostavljam, da bi v nekem mestnem okolju bili bolj pogosti. En toženik se je izgovarjal v smislu, da je imel odnos z materjo samo enkrat in da je torej početje zaradi tega nemogoče, drugi pa, da je bil prekinjen. Če še enkrat povzamem, obravnavana skrbstvena sodišča v tem obdobju so pozvala k plačevanju alimentov 47 očetov, v 25 primerih so očetje, kot že poudarjeno, takoj pristali na sodno obravnavo oziroma poravnavo, v 22 primerih pa je sodišče enak razplet v bistvu doseglo s tožbo. In tukaj sledimo še naslednji trditvi, tudi če je sodišče dosodilo v korist matere, so se nezakonski očetje v večini primerov uspeli izmakniti oziroma se uspešno izmikali plačevanju alimentov. Ta trditev pa vsekakor drži, samo manjši delež očetov, 19%, je redno plačeval svoj odrejeni delež, v vsaj 15 primerih nezakonske matere sploh niso prejemale preživnine, ker so očetje izginili neznano kam oziroma so se uspešno izgovarjali, da nimajo nikakršnega premoženja. 32% očetov je preživnino plačevalo neredno in so bili torej potrebni nenehni rubeži. Kljub temu pa je vendarle potrebno poudariti, da se matere pri tovrstnih izterjevanjih vsaj v obravnavanem obdobju vsekakor niso izkazale za naivne in pasivne žrtve. Ravno nasprotno, od svojih zahtev niso popuščale, nekatere so v letih poslabšanih gospodarskih razmer, inflacije in tako naprej zahtevale celo višjo preživnino in jo v nekaterih primerih tudi dosegle. Preživnine so bile sicer na splošno nizke, zelo nizke, znašale so približno 1/7 plače delavca. Metod Dolenc, pomemben slovenski pravnik iz prve polovice 20. stoletja, je zapisal, da so sodišča nizke preživnine določala tudi zato, da bi bilo manj izmikanja, in ki je, kot kaže citat, imelo ponekod prav nepredvidljive, kot je predpostavljal Dolenc, širše gospodarske posledice. Zaradi nenehnih težav v povezavi s plačevanjem preživnine so v nekaterih primerih določili oziroma so se odločili za enkratne poravnave in zato sta se strinjala tako nezakonska mati oziroma v njenem imenu in otrokovem imenu varuh in sam nezakonski oče. Kot kažejo moji primeri, je to prišlo predvsem, ko je bil ta nezakonski oče dokaj bogat. Zdaj še zadnja trditev, položaj nezakonski mater se je skozi čas premočrtno izboljševal. Zdaj, če primerjam svoje vire z Dragičevimi, bi to skoraj da lahko držalo, zdaj znotraj tega mojega obdobja pa so bili vzponi in padci. Pogledani viri vsekakor ne popisujejo enoznačne zgodbe in so se zelo razlikovali od primera do primera, pa tudi recimo v času, v obdobjih gospodarske negotovosti je bilo potem težje iztržiti alimente, težje poiskati očeta, sploh ko je šlo za vojake in so bile tudi te alimentacije zaradi, na primer, inflacije bistveno nižje in bistveno manj so pomagale tem nezakonskim otrokom in tudi materam. Zdaj pa bomo v nadaljevanju videli, kako se je nadaljevalo po letu, se pravi po drugi svetovni vojni oziroma že v času druge svetovne vojne. Hvala.